Drage dame, gospodje in otroci, dobrodošli v tretji oddaji druge sezone Šport 1 na 1 z Vidom. Z nami bo tokrat nekdanji športnik, ki uspešno krmari tudi svojo drugo kariero, v katero ravnokar sam stopam. Nekdo, ki smo si ga v 90-ih letih zapomnili po pesmi Včasih smučam hit, včasih pa počas, medtem ko smo stiskali pesti zanj v boju z Albertom Tombo. Dobitnik olimpijske kolajne v Lillehammerju, smučar, ki je kar 20-krat stal na zmagovalnem odru in nenazadnje človek mnogih talentov in zanimanj. Jure Košir, dobrodošel, kako si? Živijo, Vid, v redu sem, hvala za vabilo, vesel sem, da te vidim saj prek kamerce. Časi so takšni, da se pač bolj malo vidimo v živo, ampak me veseli, da se vidi saj takole. Ko pomislimo vsi na Jureta Koširja, ne moremo mimo napetih vikendov, a veš, ko smo stiskali pred TV ekrani, mislim še jaz kot mulj stiskal pred TV ekrani, pa si mislil, a bo premagal tega Italijana ali ga ne bo. Zdaj mi pa ti povej, kakšne spomine imaš ti na te čase? Spomine imam lepe, to vsekakor imam lepe spomine. Mislim, sej na tekmi ni bil zgolj en močen Italijan, ampak jih je bilo tam 70. Res pa je, da ta Italijan, pa ga še namo imenovali verjetno, je bil dominanten, ampak šport ima pač vedno nekoga, ki je dominanten. Kasneje je pa postal to Hermann Maier, pa je bil Bode Miller, pa Marcel Hirscher. In nažalost je bil v mojem obdobju Tomba, ki je bil zelo dominanten, ja, in ga je bilo težko premagati. Predvsem dve tekmi me bolita strašansko. Ena je Adelboden veleslalom, ki velja za klasični en tak svet igral veleslaloma v alpskem smučanju, in sem ga izgubil za 6-7 stotink, s tem, da sem še na zadnjem vmesnem času ga vodil 3 desetinke in potem me je finiširal, znan je bil po res močnem finišu. Pa potem ena tekma še v Madoni di Campiglio, ki sem ga pravno tako imel narejenega, rečemo mi narejenega pečenega, verjetno tudi v rokometu ste imeli kaj takega, če je bilo ziherca. Ampak ziherca ni nikoli, dokler ne prideš jasno v cilj, ali pa je zadnji žvižg sodnikov. Tako da ja, sem odstopil v Madoni di Campiglio na njegovem terenu in mu prepustil zmago. Je pa res, da sem mu jo pa enkrat tam vzel in to na njegov rojstni dan. Zdaj pa v okolju, iz katerega prihajaš, si imel na voljo, rečemo, hokej na jesenicah, smučarske skoke v Planici, teh na smučeh in alpsko smučanje v Mojstrani Kranjski Gori. Si kdaj pomislil, zdaj, če ne bi imel strica pa atana, ko ne bi bila tako zagrižena smučarja, ne, belih strmin, pa mamo, ko se je bala skokov, kaj bi delal? Zakaj bi se odločil? Dejstvo je, da skoki so me najbolj fascinirali in tista prva otroška je bila skakati. In tudi na snegu smo ves čas gradili neke skakalnice in sem imel že opremo doma. Jaz sem bil narejen. Mama je na srečo, bom zdaj rekel, dala pol nekak stop znak in prepovedala kakršnokoli razmišljanje še naprej v skokih, ker je menila, da je to bolj nevarno kot alpsko smučanje, kar je daleč narobe razmišljala. In pa bi rekel na srečo zaradi tega, ker jaz z mojo konstitucijo telesno bi bil bolj predskakalec kot pa skakalec. Jaz bi po moje kakšno tisto smučino vlekel lahko. Ja, nisem zgrajen za skakalca, res ne. Prebral sem, da na leto zbereš nekje mesec smučarskih dni. Večjih, še vedno jih več. Ja, gre kar proti 40-45 lahko, če so seveda normalne zime. Zdaj, nažalost, zadnja zima je bila zelo, bi rekel, okleščena. V Italiji popolno zaprtje, jaz imam večinoma nekih sodelovanj z italijanskimi podjetji in sem dosti v Italiji. Zdaj, večinoma je bilo Krvavec, s katerim tudi sodelujem. No, na Krvavcu sem v bistvu bil edinole, Krvavec je bil lansko leto aktualen, kar se tiče mojih smučarskih dni, in jih je bilo mogoče med 15 in 20, ampak drugače, če je pa vse normalno, se jih pa nabere kar 40-45. Jaz tudi rad smučam, pa snowboardam. Ja, bova šla, ne? Bova šla. Kdo je, rečemo zdaj v teh zadnjih trenutkih res nek smučar ali pa smučarka, ki te navdušujeta? Bi rekel overall. Overall. Vsekakor Mikaela Shiffrin pri dekletih. Punca je še izredno mlada, ima pa že 70 zmag v svetovnem pokalu. In po vsej verjetnosti bo ona prva, ki bo Stenmarka prehitela, če le ostane zdrava. No.
in gre lahko tam v 90, mogoče celo 100, ne, sploh če začne v seriji zmagovati. Navdušuje me s to res tako drzno miselnostjo, zelo killer instinktom. Pri moških je pa zdaj vseeno nastala majčkena vrzel in ni nekega takšnega, ki bi res me čisto vrgel na rit, no. Po seveda Marcelu Hirscherju je to nastalo. On je bil za moje pojme izjemen smučar. Vsekakor verjetno med prvimi 3 all time. Si ready? Ready. Madonna di Campiglio ali Kitzbühel? Kitzbühel. Tehnične ali hitre discipline? Tehnične so pa hitre lepše. Talent ali trdo delo? Nemogoče dati odgovor, kajti uspeh je združek obojega. Glasba ali knjige? Zakaj si me, ne morem izločiti knjige, glasbo bom dal na prvo mesto, ampak knjig pa ne morem izločiti. Gorenjska ali osrednja Slovenska? Gorenjska. Slovenija. Ja, Gorenjska. Druženje ali tehnologija? Druženje. Hemingway ali Marquez? Marquez, jasno. Zima ali poletje? Presenečen boš poletje. Ali Anne ali Clement? Clement. Friends ali Seinfeld? Seinfeld. Začela sva z 2 od 3 prizorišč, ki so najbolj pri srcu. Tretja je Kranjska Gora, kjer si pometal svojo konkurenco. Zdaj mi pa povej, prej si govoril tiste stotinke, veš. Kaj pomenijo stotinke v smučanju? Tok ali tok? V smuku je lahko hitro, recimo 10 metrov, lahko časovna razlika, kjer je recimo povprečna hitrost 110 km/h, je 10 metrov zelo majhna časovna razlika. Jasno, če greš pa malo bolj počas, potem je pa tudi bolj stisnjeno vse skupaj. Zdaj pa med 2 prizoriščama, ki sem ti jih dal, si izbral Kitzbühel, ampak nismo pa omenila krvavca. Si prvi Slovenec, po kateri nosi proga ime, tako da povej mi, kakšen je teren, je po tvojem okusu ali... Ta proga, kot prvo moram povedati, da sem bil presenečen in zelo počaščen, da je ta proga dobila moje ime. In proga je zelo lepa, je taka zelo tehnična in niti ni enostavna. Gre v iz te klasične proge pri Njivcah, nova poseka dol in bi rekel en tak, če bi bil še tekmovalec, bi bil odličen slalom trening lahko, ker je precej raznolika, nekaj prelomnic, pa tudi kar dokaj strma. No dobro, jaz imam bucket liste, in s tabo rečemo, dajmo se zmeniti, da midva ima moj bucket list, da se bomo skupaj po Koširju zapeljala. Absolutno. Boš moj gost, ki mi dal kakšne te prave smuči, tudi za poskusiti, da boš videl, kako mogoče razliko med bolj tekmovalnimi smučmi in pa tistimi, ki so bolj za rekreativce, pa eno klobaso imaš v dobrem gor pol, a veš, no, to je to. Pa enega kuhančka lahko skupaj spim. Jaz sem v pokoju, zdaj lahko pijem. Zdaj ga lahko in te bo pogreva. Veš, te poškodbe, te sklepe, ki imaš razkantane, en kuhanček bo dal malo takega. Da ima olja v kolena. Ja, tako. Zdaj me pa zanima to, zakaj si izbral iz Seinfelda? Če se ne motim, si ti spoznal Chandlerja na Bledu, ne? Mislim, zakaj? Čisto točen odgovor ti dal, zato ker sem fan ustvarjalcev Seinfelda. To je Larry David, zdaj ima tudi mogoče si gledal Curb Your Enthusiasm. To je ta humor, ki mi je precej blizu, ki je zatežen na trenutke, ki so super fore, ki ti mogoče še malo pol kasneje pridejo. Friends so čisto super, prima popiš, zadeva, luštno vse, ampak absolutno Seinfeld je tukaj nedvomno, sploh nisem rabo razmišljati.
Zdaj, kar se pa Chandlerja tiče, je pa model res prišel z Anžetom takrat na Bled in moram reči, da je bil zelo skuliran, zelo prijazen. Me je zanimala njegov vtis o Sloveniji in je rekel, da kaj toliko lepega res še ni videl. In to je kar tak običajen odziv teh, bi rekel, tujcev, ki pridejo sploh iz kakšnih, sploh Američanov, no, vsaj po mojih izkušnjah, ki pridejo v Slovenijo in vidijo Bled in tam grad na skali in otoček in gore in jim nič ni jasno. To za njih gleda kar nek filmski studio postavljen. No. In se mi tudi kot Slovenci premalo zavedamo, koliko imamo enih res lepot na toliko malem skoncentriranem področju. Ne. Tudi moji prijatelji, rečemo, ki že sami iz Francije pride, pa imajo Francozi tudi lepo pokrajino. Že iz letala, ko gledajo, sploh ne morejo verjeti. Ne. Pa se poglobiva še malce v preteklost in pogleda, kaj prinaša tvoja prihodnost. Zdaj me povej, v Bormiju, ko si zlomil palco, kaj lahko, mislim, jaz vem, kot smučar, ko vem, koliko palca meni pomeni, že meni pomeni palca, ne, že samo občutek, pa koordinacijo, pa vse mi pomeni. Zdaj mi povej, kaj te pomeni, kaj vam pomeni. Mislim, jaz sem vesel, da sem takrat sploh do cilja prišel. To je v bistvu sploh v slalomu, v veleslalomu ni tak problem, jasno ti ravnotežje ti podiram, ampak v slalomu je pa palca namenjena, tukaj gor imaš ščitnik, ne, in potem palca in ti v bistvu kol pred sabo prebiješ v tla, ne? Se pravi, udariš ščitnikom in s palco. In zdaj, ker tle palce ni bilo več, ne, sem jaz zgrešil kole, so me pol udarjali po telesu, praktično vsak zavoj sem zgubljal. Zakaj pa se komunikacija, naprimer, ni primila po slušalkah? Mednarodna smučarska zveza je prepovedala. Meni so prišli v sobo, zaplenili čelado, ti imaš radijsko zvezo, če boš še uporabljal, boš diskvalificiran. To je dokaz ene rigidnosti Mednarodne smučarske zveze, ki se pa na srečo zdaj bo spremenila, kajti na čelo je prišel nov predsednik, ki je zelo modernih nazorov. Takrat sem bil jaz revolucionar, kar se tega tiče. Italijani so mi s temi, ki so tekmoval v smislu opremljevalci čelada, očala, so mi naredili to čelado in stvari funkcionirale super. Recimo, spomnim se eno tekmo na Japonskem, ki sem dobil nekako na sredini polmestnem času info, da zaostajam 20 stotink. Sem bil že utrujen, sem čutil telo, da je precej utrujeno, ampak mi je dal dodatni boost in sem zadnji del proge res dobro odfiniširal. No. Tako da se mi zdi to ena fajn stvar. Zdaj pa kariero si zaključil v sezoni 2005-2006. Pa mi povej, kako je bilo, ko si končal? Kako ti je bilo? Bilo je precej neugodno ta dogodek, kako sem končal. Definitivno si nisem tako predstavljal. In sicer sem končal popoldan po koncu ene tekme Evropskega pokala v Madesimu v Italiji, kjer sem se pošteno skregal s trenerjem. Nisem bil uvrščen v slalomsko ekipo za olimpijske igre v Torino. Samo po sebi mi to ni toliko povzročal nekega gorja in žalosti, ker sem bil toliko pošten sam do sebe in sem se zavedal, da dejansko ne bi mogel poseči po najvišjih mestih, nisem bil v taki formi. Ampak zmotil me je pa ta odnos, no, to me je malo, bi rekel, na stranišče lulat pelal, no, kako nekako. Na srečo je bilo vsega tega žalosti hitro pozabljeno, ker sem pol tisto leto pozni zimi organiziral ta farewell party, no, Ski Legends. In to se je razvilo čisto spontano. Začel sem povabiti sotekmovalce, bivše tekmovalce, tiste, ki sem jih najbolj cenil v smučarskem športu. In največja nagrada zame je bila res, da so popolnoma vsi prišli. Ne. Jaz sem bil počaščen, vesel in tam sem videl, da vseeno moje udejstvovanje v športu ni šlo v, bi rekel, neopaženo mimo. No, in da imam nek respekt tudi od ostalih športnikov in pa predvsem iz mojega športa. In sem potem rekel, evo, to je pa to, zdaj je konc. Kaj pa danes, rečemo, zapolnjuje tvoj vsak dan? So hobi, služba, mislim, kaj je? Jaz mislim, da nimam,
Kombinacija vsega. No. Mislim, nimam enega ustaljenega delovnika, ker imam tudi take pogodbene obveznosti, da imam datumsko fiksirane. V zimskem času jasno imam veliko več nekih dejavnosti oziroma obveznosti. Drugače vedno sem aktiven tudi na, bi rekel, športnem marketingu, agencijo z mojim bivšim agentom še vedno v Švici. Tako da je cel kup enih zadev, ki mi kar zapolnjujejo, no, ampak kot rečeno, poleti se mi pa precej potem sprosti, no, poletje imam pa dosti prej. Kaj pa prihodnost? Kaj bi si želel še poizkusiti? Ne delam si nekih strašansko visoko letečih ciljev. No. Bolj se skušam osredotočiti na to, kaj mi predstavlja izziv, kaj me veseli in pa izogibati se tistega, ker vem, da mi ne bo prijetno. Tako da na srečo imam to možnost še zaenkrat, da lahko res izbiram med projekti, da sem v takih zadevah, ki me veselijo, nekatere tudi kreativne malo in vidim se v dosti podobni vlogi kot zdaj. Si kdaj pomislil, da bi svoj hobi v času smučarske kariere spremenil v službo, ne, s tem ciljem na skeč, ne, ki ste ga naredili za Podarim dobin in ko ste potem so sledili 3 CD-ji, ne, glasbeni skupini Košir Team, ne, in Pasti kartel. Ja, ta stvar se je res čisto spontano razvila, zato je tudi verjetno bilo to, kaj se je v tistem obdobju presenečenje. Rabimo še kitaro, solo. Kdaj bo? Včasih smuča hit, včasih pa počas. Kje so roke črna? Včasih smuča hit, včasih pa počas. Sometimes I ski slow, sometimes I ski fast. I'm a skier, no drinker, just like a bro. He's a nice snowflake, wanna take a trip. I wanna get snow just to make me blow. With my 2-meter skis, I'm still in one piece. I'm staring down, I was afraid of this. Avtor oziroma iniciator vsega tega je Igor Bregan. On je bil takrat športni novinar, on je bil res pronicljiv športni novinar, je res spremljal v potankosti in je tudi opazil, da midva z Matejem Jovnom res poslušava ogromno glasbe. Imela sva tak kasetar vsakič v sobi, ki je razbijal in poslušala sva pa takrat hip-hop, ki je bil v Sloveniji tako, kot bi zdaj vesoljci igrali, ne. To je bilo leta 90, 91, takrat noben še ni tega tle poslušal, ali pa redki. In v bistvu smo mi se dobivala to muziko od ameriške ekipe, od kolegov smučarjev Američanov, ki so nam CD-je pa plošče nosili. In pa je rekel, zakaj ne bi videla to nekaj, pa sva tudi že prej pisala malo besedila, pa nekaj se snimala, no, pa je rekel, dajte to narediti nek komad, pa gor dol bomo mi to vzeli in bomo dali na TV. In mi smo se kar smejala in tam napisala, to je ratala res ful hiter in pol je pa šlo iz tega v eno super zadevo, ki jaz imenujem zelo kreativna, zelo zabavna stvar, spoznal sem ogromno zanimivih ljudi, ampak nisem pa zaradi tega zanemarjal športne kariere nikakor. Evo, skušava sedaj razložiti mite in legende oziroma potrdiva in ovrživa trditve povezane s smučanjem. Športniki zavlačujejo s pokojem, saj po končani karieri težko najdejo svojo drugo pot oziroma kariero, ki bi jim dala takšen adrenalin, a ne kot na tekmovanjih. To res drži ali ne drži? Jaz mislim, da nam mora posploševati. Ampak dejstvo je, da po končani karieri ti nobena stvar ne bo dala takega adrenalina, kot ti ga je dal šport. Nemogoče. To so mi rekli mnogi in tudi sam sem to doživel. Kaj pa razvoj smučarske opreme, tukaj ciljam na carving smuči, je prinesel revolucijo v smučanju? Absolutno in jaz zagovarjam, da je to bila odlična revolucija. Mene sicer osebno potisnila precej nazaj in to ravno v letu, ko sem naskakoval overall v slalomu. Eno leto prej sem končal kot drugi skupno slalom in čez poletje se je ta sprememba zgodila in jaz sem ostal zadaj. In potem sem imel na voljo, da končam takrat, to je bilo, mislim, da leta 2000, ja, pa 2001,
da končam takrat, ali pa da se naučim tudi nove tehnike in da poskušam tudi s tem. In mi ni žal, da sem šel v ta proces, ki je bil svinjsko mukotrpen, ker je bilo treba delati po 800.000 urad na dan, celo pomlad, se učiti druge tehnike. To je tako, kot bi moral ti levičar si bil, ne? Pa bi bil desničar. Da bi zdaj desno mogel metati na gol. Smučanje ostalim profesionalnim športnikom odsvetujeno, oziroma ne smemo delati, ker je nevarno, ker je to nevaren šport, pa je res toliko nevaren. Jaz mislim, da ni bolj nevaren kot pa recimo vožnja s kolesom, no, ali pa mislim, da ne, jasno, vse je odvisno, na kakšen način boš šel smučati. Da lahko greš na zelo ekstremno smučanje, kar je nevarno, lahko greš pa na easy smučanje, seveda s primerno zaščitno opremo, čelada, ščitnik za hrbet in enemu profesionalnemu športniku nikakor to ne bo povzročalo težav in tudi ne bo veliki nevarnosti. Zdaj pa po mitih in legendah pa se posvetimo še nekomu, ki je nekaj povedal o tebi. Ti zavrtim en posnetek, Okay. pa boš poskušal ugotoviti. Alright. To so bile igre s kockami, ki se imenujejo Jump in katera na koncu prinese zmagovalca in pa najbolj pomembno takrat za nas je bilo, da je prinesla tistega, ki je izgubil. To pa zaradi tega, ker je mogel tisti, ki je izgubil, izvesti eno tako nalogo oziroma kazen, za katero smo se pred igro dogovorili, kaj bo. Tudi Jure je kdaj izgubil na teh kockah in ena taka zelo smešna kazen je bila, ko je Jure moral simulirati 2 seta tenisa sredi Hvara na trgu, seveda brez loparja, brez žogic. Mi smo bili skriti za eno hišo in smeha je res bilo do solz in to nam je, te kazni so nam zmerom ostale v takem zelo fajn spominu. Ja, takoj sem vedel. Ja, imeli smo eno obdobje, Kdo je, prvo povej, kdo je? To je Rene. Imeli smo eno obdobje, ker smo dejansko se testirali, kdo si več upa osramotiti, kdo je bolj, kazni smo si dajali in potem metali kocke. Ne? In tisti, ki je bil zadnji, je mogel tisto zadevo narediti. In kazni so bile grozne. In jaz sem recimo sred Hvara z loparjem brez žogce imitiral Federerja in tolko. Ampak sem se pač rekel, me noben ne pozna, to bom izvedel, da mi pokažem tam malim, koliko imam jaz poguma, da bom to naredil. Ne. Ampak se mi je pa zgodilo, da sem tisto poletje prišel na Hvar in sem tam eno kafičo sedel, pa je prišel na taka prevest, ti onaj, ko je igral tenis, ko neki klub. No, ampak recimo, moral je Mitja Drakšič, na primer, na jutranji gondoli 60 ljudi, trenerji, cel svetovni pokal noter, tekmovalci, ob 6 zjutraj na smučišče, vsi zaspani, vsi tiho v gondoli, ima on nalogo, da 3 minute na poln glas poje v tisti gondoli. Res smo imeli take močne kazni, ampak so nam dajale pa tudi malo pol poguma. No. Pa team building, ne, dobro ste bili kot ekipa, ne, čist. Moram povedati, da res smo bili ekipca odlična in tudi močna, ne, tudi timsko smo bili, so se nas bali tudi ostali. Bili smo v enem obdobju med 3 slalomske ekipe na svetu in nas je bilo eno tekmo 8 v finalu in to pol stvar res, sam veš, ti si bil v ekipnem športu, smučanje je individualni šport, ampak še vseeno pa deluješ kot ekipa, sploh potuješ in treniraš z ekipo in je zelo pomembno, kdo so tisti okrog tebe in dobri so tekmovalci, kvalitetni, močni, tudi dobri frendi, ti lahko dajo ogromen zagona. Še eno zgodbo povedal iz Kolorada, kjer sta pač pela, ne, karaoke. Vsi vemo, da ti rad poješ, zdaj za Reneja nisem vedel, ki ga tudi poznam, ampak nisem vedel, da tudi on poje. Pa ajde, pa da vidimo, kaj je on povedal, pa bo še ti svojo zgodbo potem povedal.
Ponavadi smo mesec november preživeli v Koloradu v Ameriki, zelo visoko, na 3000 metrih in včasih smo šli na nižino za 2 dni na tak počitek. In enkrat smo šli v mesto Boulder, to je eno študentsko mesto, cirka uro stran od Denverja, kjer sva z Juretom šla na eno večerjo, suši večerjo, za katero pa nisva vedela, da se restauracija ob 10 spremeni v karaoke bar. In seveda Jure je bil takoj za to, da odpojemo en komad. Meni je bilo nerodno, nisem bil najprej za, ampak vseeno sem se potem opogumil. In vsak od nas je napisal za en komad. In listka sem jaz potem odnesel k temu hostu, voditelju tega večera. Seveda svoj listek sem dal čisto na poden, zato da bi bil med zadnjimi, ampak ta voditelj je potem te listke obrnil kontra in lahko nadaljujem. Tisti, ki sem začel. No, dej, ajde, nadaljuj. No, in naslednja scena je tako, and now we start a karaoke night, and the first singer is Rainy with Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. In pa torej, nečisto rdeč obraz in gre gor in tako še danes vidim tiste nogice, tako stopiti slov, tako z 2 rokama je držal mikrofon. Ne. Ampak je odpel korektno, super. Mislim, ja, evo, luštna stvar. Zdaj z Renejem pa povezuje tudi Grubi memorial, ki se tradicionalno odvija na predvečer Kranjsko-Gorskega pokala Vitranc. Gre za veleslalom s koncertem, ki ima dobrodelno noto. Hkrati pa pridejo tudi smučari legendarni, vi verjetno se pohecate, odsmučate, vidite stare prijatelje, pa daj ti povej kaj več o tem. Lej, kot prvo je treba pač se dotakniti tega nesrečnega slučaja in nesreče, v kateri je umrl res ljubi prijatelj, naš Drago, s katerim smo bili povezani, ki je bil enkraten človek, res poštenjakar in iskrenega duha. In ga zelo pogrešamo. No? In z Renejem sva seveda takrat rekla, da bo treba obeležiti to na nek način, da imamo vsako leto nek praznik, ki se spomnimo na njega in da istočasno pa naredimo nekaj dobrega za skupnost. In mislim, da sploh Rene tle vložil ogromno energije in volje in smo hvaležni vsem partnerjem, ki se nam pridružijo pri tem projektu, kajti gre vedno za ciljno izbrano zbiranje sredstev v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine, kjer se pomaga določeni osebi, predvsem otrokom tukaj govorimo, in jim omogočimo vsaj neko pomoč in olajšanje življenja. Tekma je primerna za vsakogar, tako da vid tudi zate bo letos, glede na to, da si nehal, je zelo ravninska izica po bejbiki. Predvsem pa gre za druženje, za good time in za obeleženje spomina na Dragano. Zdaj pa od anekdot k rubriki Vidometer. Tukaj bomo preverili tvoje znanje v smučanju. Si pripravljen? Sem. Koliko držav bo v letošnji sezoni gostilo moško tekmovanje svetovnega pokala? 10 ali 14? 10. Katerega leta so podelili prvi veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala? 1967 ali 1971? 71. Ne, ali se lahko pravim, 68. Okay. 67. Ok, 67, ja. Grem na nižji datum. Ja. Ne? Kaj meri več, dolžina smukaških smuči ali višina rokometnega gola? Dolžina smukaških... Ne, čakaj, zdaj ne vem, da so bile, zelo variirajo te dolžine, veš. Zdaj bom rekel ti, koliko je dolžina... Minimalna dolžina smukaških smuči. 215. Okay. Ne, a se gol pa na vrhu? Na vrh, ja, na vrh, ja. Potem je gol je višji. Ok.
Gremo dalje. Kolikšno prednost je imel na olimpijskih igrah v Lillehammerju 1994 slalomski zmagovalec Tomaš Štanga Singer pred tabo na 3. mestu? Več kot pol sekunde ali manj kot pol sekunde? 46 stotink manj kot pol sekunde. Kaj smo dobro zdaj? Ok, gremo dalje. Ti sam sebe popravljaš. Ja, ok. Koliko medalj so slovenski alpski smučarji in smučarke osvojili na velikih tekmovanjih v času samostojne Slovenije? 16 ali 21? 16. Zdaj bi jih mogel šteti, ampak ok. Prav imaš 21. Ok, 21. V redu, 21. Kateri smučar je največkrat slavil zmago na slovitem smuku v Kitzbühelu? Franz Klammer ali Didier Kuš? Franz Klammer. Ne. Kaiser Franz. Mislim, da je Franz Klammer. Kaiser Franz. Ja, Kaiser Franz je bil. Res. Divek, Kaiser Franz. V kateri sezoni je bil prvič v zgodovini alpskega smučanja tudi v praksi sprožen airbike ob padcu? Leta 1915-16 ali sezoni 17-18? Sezoni 17-18. Na moških slalomskih tekmah mora biti med 55 in 75 vratc. Drži, ne drži? Drži. Katero štartno številko si nosil ob tvoji prvi zmagi na slalomu v Mandoli di Campillo? 5 ali 3? 5. Ziher? Ziher. A pa ne. Ne. Fuck, staj. Čakaj, bomo prišli čez. Vem, da v Kranjski gori je bila enka, Kitzbühel. Lej, res ne vem. Ok, ti bom jaz povedal. Ok. Katero mesto je gostilo prvo paralelno tekmo v svetovnem pokalu? München ali Stockholm? München. Evo ga. Nezadostno 1. Se vidi, da si že dolgo upokojen. Alej. Hecam te, malo te moram hecati. Ja, seveda, lej. Tlele med 5 pa 6 imaš pravilno. Zdaj se moram še odločiti, da ti dam ta pravi odgovor. Ok. Pa starši ne pridejo v šolo. Ne? Evo ga, smuči mora biti dolge vsaj 115 cm, Ja. rokometni gol pa visok 2 metra. To pomeni, da je rokometni... Dvometraž vratar, Ja, pol ima roke totalno čisto. ja, valjda. Resno. Se mora malo ven iz gola stopiti, ker če ne se skozi glavo noter zabije. A resno? Ja, resno. Zdaj pa preden se poslovima, pa deva še zamenjati v vlogi. Ne na to, da pač sem fan NBA-ja pa tega. Je kdaj zanimivo spremljati ta trash talk oziroma napetost med dvema igralcema, pa me zanima, ali je veliko trash talka v rokometu. Drugo pa, če si imel kakšen dirty prijem, ker vidim, rokomet je grob šport kao rak, in verjetno se dogaja marsikaj, pa me zanima, če si imel kakšen tak dirty hari prijem, da s koga onesposobil, ali je bil to ščip, ali je bil kakšno vlečenje za dres, ali smo gate gor potegnil, kaj se in kaj. V glavnem, te dve vprašanje imam zate. Ja, v rokometu je, rečemo, trash talk. Je, ampak ni ga toliko dost. To sem pač bolj... Jaz tega nisem šel. No? Jaz sem pač ga pogledal, pa če mi kaj rekel, ne vem, kaj me gledaš ti, rečemo, zdaj v lepšem butl, ne? Ja. Sem se mu sam nasmejal. Jaz nisem reagiral na te fore. Sem pa to pa, mislim, jaz nisem benih ščipov deval, ampak če me kdo večkrat za nalašč udaril, ker točno veš, ne, da te za nalašč udari, ajde, ker te hoče pač sprovocirati. Ne? Enkrat potrpim, drugič potrpim,
Tretjič mu pa lepo rečem, nehi, ne. To je bilo zadnji zdaj, ne. Sem potrpel 2-krat, svoj bonus je mimo, ne. Zdaj pač ne, in on si vale, ko boš govoril, ne, ko boš ti meni, ne gor dol, ne. In potem sem bil miren. In potem sem čakal na tretji udarec in večkrat se je zgodilo, da tretjič sem pač padel in med pancom sem ga izbrcnil. Res brcno, na polno, ne, ko padaš, sem ga še, ja, in tam v bistvu noben sodnik ni mogel nič kaj dosti reči, zaradi tega, ker pač sem pil paco, ne, on je mene udaril, ne, jaz sem pač padel in sem ga po nesreči pač brcno. Ja, tako, take. Evo, hvala, zdaj pa še zadnjo vprašanje, verjetno pa nehvaležno, pa vendarle, kakšno smučarsko sezono napoveduješ Sloveniji? Žan Kranjec zablestel na vodnih tekmah, Andreja Slokar tudi. Kaj ti misliš? Na splošno bi rekel, da nimamo številčne ekipe, imamo pa zelo kvalitetno ekipo, no? Tako pri moških kot pri ženskah. Na srečo imamo skoraj v vseh disciplinah na voljo tekmovalca ali pa tekmovalko, ki se lahko zavihti na vrh. Govorim zdaj konkretno, Žan Kranjec v veleslalomu sodi v sam vrh, absolutno med 5 najboljših veleslalomistov na svetu. Štefan Hadelin se prebija, kaže super vožnjo v slalomu, tudi veleslalom je priključil. Pri ženskah imamo Meto Hrovat, imamo Andrejo Slokar, ki najhitreje napreduje in je meteorsko se dvigala lansko leto in zmagala to paralelno tekmo v soboto, ker je bilo res super za videti. Tudi Ana Buci, Kozat, Tina Robnik. Pol pa Ilka, seveda, ki po mojem mnenju tudi če ni rekla zadnje besede, jasno, kalvarijo imela s poškodbami in to je težko nekako iti čez, vendar mislim, da lahko Ilka tudi še se zavihni visoko. Bi želel, da bi se tudi fantje hitraši priključili, ki so že bili nekoč, predvsem Boštjan Klineno, je bil že zmagovalec smuka za svetovni pokal, pa tudi Martin Čater, Val d'Isère lansko leto dobil, in da bi bili bolj konstantni. Tako da je super smučanje spremljati, saj meni osebno še vedno sem vesel, navijam za njih, mislim, da imamo kvalitetne tekmovalke in tekmovalce in smučanje je še vedno kar aktualno, no, in zasidrano v zavest Slovencev, tudi kar slišim, spremljajo še vedno kar dosti gledanosti, so dobre po TV-ju in upajmo na normalizacijo razmer in prave zime, da se bo lahko tudi šlo na tekme pogledati, da bojo konec koncev tudi ljudje, rekreativci lahko šli smučati in to so moje želje. Super, Jure, evo, zdravo, izčrpal sem vsa moja vprašanja, zahvalil bi se ti res za super pogovor. Hvala, zvedel sem marsikaj zdaj o tebi, zdaj pa, ko bo zapadel v prvi sneg, pa greva tle gor na Krvavec. Absolutno drži to zmenen narejen. Top, hvala, ajde, lepo se vidi, uživaj, enako, čao.